Z nami je odlična pevka, odlična back vokalistka, voditeljica Viktorija Petek. Pozdravljena, Viktorija. Pozdravljena, Tanja, pozdravljeni pa seveda vsi tam nekje zunaj. Viktorija, najprej katero svojo lastnost bi izpostavila? Kaj je tisto, kar te včasih tepe v življenju? Kaj je tisto, kar bi rekla, to moram pa spremeniti? Ja, veš, to je pa moja čustvenost, moje srce. V življenju so me vodila čustva, zaradi tega sem dostikrat mogoče reagirala preveč čustveno, namesto da bi malce bolj razmišljala z glavo. Pa včasih se mi zdi, da sem malo preveč odprta. Danes so takšni časi, žal, da moramo mogoče kdaj tudi se malo skriti v kakšno lupino, no, ampak še vedno bom ostala takšna, kot sem. Verjetno si ponosna tudi na svoj dekolté, ne? Ja, mimo tega ne gre, ne. Ja, sploh tale dirndl, to lepo poudari. Ja, poglej, jaz pravim tako, ne, če imaš kaj lepega, to pokaži, tisto, kar je pa treba skriti, pa skri, ne. Viktorija, posnela si že ogromno duetov, prepevala back vokale pri mnogih ansamblih, pa me zanima, na kateri duet si najbolj ponosna, še bolj kot na vse druge. Ja, seveda, duet s Francijem Pušnikom bi izpostavila. Ta Angel je bil res ena takšna skladba, ki se je dotaknila srca mnogih ljudi, pa še posebej zaradi tega, ker Franci Pušnik je imel operacijo na jeziku in zdravniki so mu rekli, da ne bo mogel več skoraj da govoriti, on pa je celo zapel z menoj. Dolga leta pa si bila tudi članica skupine Brandija, žal že pokojnega, pa povej, ti najbolj veš, kakšen človek je bil Brandi oziroma kakšen je bil v tvojih očeh? Ja, res mi je hudo, velikokrat se spomnim na našega Brandija. Z njim sem prepevala 7 let po odrih po vsej Sloveniji, zapela mnogo spremljevalnih vokalov z njim. Skratka, bili smo tudi osebni prijatelji, res družinski prijatelji. On tudi, če je spal 2-3 ure, je že vpil zjutraj, kje vam je mladost, dajte, vstanite, ljudje božji, ne. Skratka, Brandi je bil takšen v zasebnem življenju in tudi na odru. Kaj pa vsi tisti oboževalci, ki pa bi te radi presenetili? Jim daš kakšen namig, kako se da presenetiti in očarati Viktorijo Petek? Ja, presenetiti sigurno kadarkoli in kjerkoli, ne. Že dostikrat so me na radiju presenetili ljudje, so takole potrkali na okence, pa mi prinesli kakšno malenkost, kakšen sladoled, čokoladko, tudi kakšne rožice. Skratka, vsega sem vesela in sploh sem vesela presenečen. No pa dajmo zajodlati za portal sloglasba.si. Jolele, jolele.